Družba, čau in lep pozdrav, spet tukaj iz garaže. V zadnji cajt sem pa veliko v garaži, bi se lahko rekel. In sicer, evo, zgodba dneva je danes taka, ne. Jutri je fura, danes mi šije ven poberejo, pa to je zgodba, klele, vidiš, cak. Jutri je fura in danes moramo v bistvu narediti servis, ker je stvar taka, da imam na motorju v bistvu zdaj narejenih točnih 40 ur. Se pravi, zdaj bo treba mečkam, se pravi, zrihtati olje, filter zraka bo treba urediti, olje spustiti, pa pogledati, da ni kaj opilkov pa tega. Tako da danes vam bom pa pokazal v bistvu, kako se naredi en čist preprost servis direkt v svoji garaži, da ga ne rabite voziti sem pa kaj, ker za vse ostalo, a ne, pa itak poskrbi Moto X Generation v Ljubljani, ampak olje bomo pa že zrihtali. Tako da jaz mislim, da toliko svojega mojstra oziroma toliko domačega mojstra pa smo, a ne. Ja nič, gremo v akcijo, da ne bomo predolgi, pa naredimo servis, ker jutri bo ogenj. Evo, družba, zdaj pa stvar je taka, a ne. Pripravil sem si vse stvari, tako ko se zagre, motor je čeden, spucan, urejen, negovan, bi se lahko rekel. Zdaj postopek dela. Prvo spustim olje, pustim, da se odteče, potem spustim kakšen deci 2, to mi zadnjič en kolega res dobro svetoval, da se majčkeno še čez opilke tele spusti, a ne. Potem pa druga faza je pa že čiščenje tega zračnega filtra in smo že v akciji, a ne. Pol pa v bistvu sam še natočimo noter olje, pa je zadeva pripravljena za leteti. Ja, pa še to, na 2 Newtonmetra je treba zategniti, se pravi 2 kilce je treba tale čep za olje lepo zategniti, da ga ne pretegnemo, ker pa smo naredili cel hudič. Pa še to, kaj še kaj tacga? Ja, ketna je že namazana. Posebnost je še ta, noter gre zdaj točen 8 deci olja. Našel sem si v bistvu, oziroma naročil sem si tale merilnik olja v bistvu, da ga lepo pol res točno noter daš, da ga ni preveč. To je to. Čep je tukaj od spod. Evo vam ga pokažem. Vidiš, tegale bomo mi tukaj odšraufali, lepo tudi zraven piše, a ne, da je treba ga na 2 Newtonmetra oziroma 2 kile ga je treba zategniti. Tukaj čez se spusti olje. Pa naprej. Nič, gremo spustiti olje, da se pripravljamo fajn, ne da se mi te plate dol vzemati, a ne, drugače je fino, a ne, da vzameš dol plato, da ti res nateče res vse posod ta olje, ampak vzel sem si res toliko hudo kanto. Lej, to kanto si postaviš od spodaj, za odpaden olje, fantastika, fenomenale. Zdaj moramo pa samo še to v praksi, da vidimo, kako to zgleda. Nič, gremo spustiti olje. Ok, situacija je resna, servis je v teku. Evo. Ok, dzak. Tole je, se pravi, gedorca, mislim, da 12. Modele preverili pred. Pa ni, gledajte to. Šel je tole, to je, mater, točno 13. Gedora 13. Cak. In zdaj bo šel oljček lepo ven. Oljček ven, jaz moram tukaj sam lepo, evo, od spodaj že naštimano tole kantico, da lovi.
cuna, to smo pripravljeni. Brake cleaner imam tukaj, da majčkam spucam čep pa okolico. In evo, akcija. No. Evo. Takole. Evo. Oljček že teče. Oljček že teče. Evo, le kako sem to lepo centriral. Se navid, vam pokažem. To je zgodba, veš. Evo, čep zgleda takole. Caka. Evo, zdaj, da se tale zadeva lepo odteče, bomo mi tukaj tole še lepo malo očistili. Takole, da je to res lepo. A ne? A ja, zdaj še le vem, a ne, zakaj vsi mehaniki hočejo imeti takole lepe motore za pucati, a veš. Res ne moraš te kmetije šraufati pola, ne. Tako da spucite motorje pred servisom, a ne. Pa akcija. Evo, čep je lep, nagovan. No, radim, kar bi lahko, ne. Kar bi res lahko, je, da bi zamenil še tole podložko, ki jo pa jaz v bistvu danes nimam. Ampak bo še dobra. Bo še dobra. Bo še dobra. Evo, zdaj se je tole nekako se bo natekal. Tlele, da me stale čep. A ja, 8 deci olja sem rekel, da gre, a ne. Filter. Zdaj smo pa pri filtru. To se lepo tukaj demontira. Glej ti ta filter. A vidiš ti ta svinjak v bistvu, a ne. To je pa kar fajn, da ga res na ene par urc se puca. Ker tole je že res bogi filter. In dele bom dal v bistvu kar novega noter. Lepo ga našpricam iz mastjo za filtre, pa naprej. V glavnem, lej, vse tole ga morate videti v bliz, ker tole pa res ni humano, bi človek rekel. Evo, stvar je sledeča. Zdaj je na vrsti tale naš air filter oziroma zračni filter. Najboljše je to narediti, da daš kar pokrov filtra gor, vzameš unga dol oziroma starega dol, novega gor. Gleda v tole posodo ga bom lepo vrgel noter in direkt menjava za nov filter, a ne. Zdaj bom jaz že kar majčkeno prepravil zadevo, da sem jaz prištiman naprej. In sicer tukajle je čistilo za tele zračne filtre, a ne. Fino ga je lepo takole pa malo našpricati, da se umazanija lepo parema gor. Nič šparati, se ga malo še uštacun. To je tak oljček oziroma sprej za tale filter. Evo ga. In je pripravljen. Pripravljen je za menjavo in sicer vzameš si eno krpo. Glih fino ni, da smo ti potegne noter, ker to je res smrt, a ne. Evo, in potegneš dol pazljivo, da napade noter vsa ta smet, pa to je fajn, če že malo prej si narediš malo prostora. Vse je na pop tele nete, oziroma pop nete. Aha, se not je pa čist, le to, lepo. Majčkeno je fino pol, tudi takole lepo obrisati okrog, da ni res teh smeti, a ne. Takole. Evo, in pol je stvar taka. Noter ima takole, jaz bom rekel, kar mrežco, ki jo lepo natakne gor, tega lepo damo dol.
ima tukaj tudi take luknje, da se lepo samo sname zadeva. Evo, cak, voila, ta starega noter zaprt, tale gre pa v bistvu na ta novega, ta je že lepo namazan. Čakaj, da zdaj sam to vidim, kako, aha, takole paše, takole ga samo noter natakneš, caka, 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 caka. Malo moraš biti nežen, da glih nastrgaš vse skupaj, a ne. To. Cak, se lepo natakne. V bistvu zdaj delam prvič sam servis na Husqvarni TE300 Cvajer 2024 Pro model. Evo, še enkrat majčkeno pogledaš, da res nekaj kakšnih smeti, da se zadeva lepo očist in potem pazljivo ga lepo noter vtakneš, da se zatakne, klek, naredi v bistvu se ga sliš. To moraš biti edin pasljiv in tudi tukaj dol lepo, da ga stisne. Evo. Evo ga, že tesni. Res mora lepo sedeti, da ne potegne, bom rekel, teh umazanin noter v mašino, kaj pa smo vrita, ne. Takole, cak. Evo, klik, vse je na klik v bistvu, no. Vse je na klik. Še enkrat malo ga takole, cak, pošpricaš. Vidiš, kaj ne boli prav, razen. Vidiš, kaj ne boli prav. In evo, zračni filter kljukca. Lepo zatakneš noter na te klipe. Kar se tiče zračnega filtra, smo ga zrihtali v nulo. Zdaj pa tako, a ne, lahko ga v bistvu kupiš novega, zamenjaš in to je to. Fajn je imeti kakšne 2-3 na zalogi, da jih pol lepo menjaš, kaj sem, vsaj na 2 ure. Fajn ga je razpihati, očistiti in tako naprej. Evo, res, ta star filter je res obupan. Priznam, res sem bil malo zanemarjen, kar se tega tiče, ker sem ga zdajle pustil 4 ure, da ga nisem nič zrihtal, pa se je ful umazanija gor parila, kakor vidite, a ne. Se bom poboljšal, obljubim. Zdaj pa tako, takole ga lepo noter daš v en lambarček, potem pa natočeš noter vodo, to, da ga pokriješ. Fino je, da ga majčkeno obtežiš, da ti ne priplava na površje in da je skozi v bistvu noter. Pol ga pa jaz pustim, kaj svem, kar kakšen dan, pozabiš na njega, da se res vsa tam umazanija odlep dol od filtra in je to. Tako da nimate kaj kiksant. Evo, zdaj smo pri čiščenju zračnega filtra in sicer takole dobite v Moto X Generationu dobite takole Air Filter Cleaner, a ne? In tako, kot sem rekel, zadeva deluje tako, lej hud patent. Imaš takole lambarček, ki ima gor zatič, prazna flaša vina oziroma steklenica, jo našponaš noter, caka in tlele čez jo daš takole, da tišči dol. Evo, lej. Lej to. To ni zgodba, patent, pazi, ampak vam ga zaupam, to je en tak ekstra bonus. Koncentrata dam jaz ponavadi noter en pokrovček oziroma tega čistila, en pokrovček daš noter in pustiš vse skupaj zdaj stati kakšen dan in zadeva bo kar nova, se vam ga pokažem. Evo, zdaj sem pa na drugi strani motorja in sicer, tako kot sem prej rekel, zdaj gre v bistvu noter kakšnih deci 2 olja, preventivno se spusti čez, zdaj še nisem dal čepa noter, ga še nisem zategnil, da se prepuca majčkeno zaradi opilkov pa tega, a ne. Še takole malo preguncaš. Kul.
Evo, tukaj se bo natočilo olje. In evo, stvar je taka, da zdaj smo v akciji. Olje, nov olje, zamenjalnik. Tako da, ne no, kva se ti pa naredi, veš. Kdor dela, greši. In evo, zdaj sem tukaj no, šparti. Veš, to je tako, ko si malo prehiter, pa malo naspidiran, pa tako naprej. Včasih ne gre vse po planu, a ne. Tako da moram zdaj tole preluknati. A ne? Ampak, se znajdemo. In tako, kot sem rekel zdaj, tukaj noter odmeraš, ajde, 1 deci oljčka. 1 deci oljčka bomo dali, da ga spustimo v atmosfero. A ne? 1 deci. Zdaj pa tukaj lepo, da napolivaš, pa da nateče na vse strani, vzameš lepo takle traktorček, ga daš takole gor. Traktorček je ful dober, ker ima takole noter, če pogledaš dobro, ima filtrček tak, da letijo noter smeti pa to, tako da je res ful proper zadeva. In evo ga na, tale olje spustiš malo prazno, no. Zaradi tega, da se res pač dobro prepuca mašina, no. Težka je tale mehankarska. Ok, to je zdaj recimo to, a ne. Cool, good. Olje teče zdaj lep dol. Zdaj pa tako, a ne. Situacija je sledeča. Zdaj se bo treba v bistvu pripraviti, da bomo stvar naredili zaresno. In sicer, evo, 500 ml olja bomo klele odmerili, da bomo natančni pri svojem delu, a ne. Se pravi, oznake ima on do 500 ml, a ne. Tako da zdaj, če smo dali na 500, sledi pol še 300 in s tem smo mi tudi zaključili tole zadevo. Še to, preden, a ne, pa se mi lotimo tegale ulivanja olja noter v tole mašino, moramo pa zategniti zdaj tale čep na 2 kile, a ne. Po pamet, to je pa res treba narediti po pamet, ker s tem pa res lahko narediš več škode, kot koristi. Tako da, po pamet, kakor sem že rekel. Ok, tle moram pa res merkati, ker imam občutek, da lahko hitro tole preteraš zadevo. Evo, cak. Jaz mislim, da je to 2 kilice, zvrham dosti. Še malo iz temule brake cleanerjem, lepo noter, da se tale oljček malo spuca. No, evo, zdaj pa smo prišli končno do tega trenutka, da se lepo olje noter vlije. Čep je zategnjen. 500 ml sem rekel, prva rundica prihaja. Potem pa sledi še 300 ml. Pa smo pa v bistvu na konju, no. Zdaj edino, kar je še, bom verjetno zdajle zamenil gumo. Zdajle sem si pač vzel prvo testno Metzeler gumo oziroma Metzeler Super Soft.
ko se spraviš delati, zmeraj en kliče, pa nekaj mota, veš. Ampak ne smeš se pustiti motiti, moraš narediti stvar do konca, tako da je res proper. V glavnem, zdaj sem se lotil tole novo gumo tudi v bistvu in sem vzel par Moto X Generationu super soft Metzeler gumo, pa da res probamo zdaj za en super ekstremček, da gremo malo probati tole, kako se to res v živo obnese. Evo, tukaj le še odmeram v bistvu 300 ml, poj pa s temule servis zaključen. Evo, olaj je ostal majčken še glih za tele opilke, za naslednjič za spucati, to si ga zmer shranim lepo. Evo, še tole noter stočimo, pa smo zmagali. Veš, kaj je to super, ker je tole vzdrževanje teh motorjev res simpel, ne? Sam moraš biti res dosleden. Jaz sem se res lotil stvari, da se dela v bistvu na 10 ur se dela servis pri teh motorjih. Edino, kar je, moraš redno mazati kitno, filter moraš pucati malo bolj pogosto, ker jaz ga zdaj v bistvu na 2 urce ga skozi pucal, pa pihal, pa prav, pa ni da ni. Olje se pa mena na 10 ur. Pa bodite res dosledni, vse to ni nek tak strošek, fino pa je, da stvar res dobro dela. Evo, 800 ml olja je šlo noter, fino je pa tudi malo oprati te stvari, da ti se nabere ta olje, pa pol teče ven, pa ni da ni. Oziroma pa moš imeti vsaj kakšno tako primerno embalažo. Za ta odpaden olje pa isto, gledajte, da ga lepo primerno skladiščite, oziroma na označene površine in primerne ga tudi zlivite, a ne. Evo, čep še ne smete pozabiti. In motor je pripravljen na nove podvige, bi se lahko temu rekli. Evo, družba, za danes smo zadevo zaključili, končano, servis uspešen. Lahko bi se rekel, da je to ena super velika kljukica. Motor je negovan, vzdrževan, urejen in pripravljen res za nove podvige. Upam, da vam je bil video všeč. Poglejte video, bom rekel, description do Moto X Generationa, tam najdete vse te pripomočke, da lahko servis naredite tudi sami. Ali pa, če se vam karkoli zalom, pojdite k njim, vse vam bojo fanti zrihtali, res so legende. Vi pa se naročite na kanal, sledite, lajkite, ker 2024 obeta res hude zgodbe in zato pa ne zamudi. Narod se na kanal, ne bodi tujc, bod legenda. Čau, se ga!